Nekdanja samostanska cerkev Kostanjeviške galerije Božidarja Jakca gosti razstavo risb Tomislava Buntaka, ki jo je avtor poimenoval Potovanje junaštva. Sodobni hrvaški likovni umetnik, profesor na katedri za risanje na Zagrebški akademiji za likovno umetnost, je za razstavo naredil risbe s fluorescentnimi barvami, ki jih v popolnoma zatemnjenem prostoru vidimo šele pod UV razsvetljavo. Kot je povedal Buntak, si želi, da se ljudje ob vstopu v razstavni prostor počutijo prijetno. I da probaju razmisliti što je to ljepota. In da skušajo razmisliti o tem, kaj je lepota. V današnjem času sodobne umetnosti je beseda lepota pogosto pretirana, bi rekel, da uporabljena brez razloga. Večina ljudi lahko intuitivno zazna, razume, kaj je lepo. Tukaj sem se poigral s tem, da je razstava lahko lepa in lahko govori na oseben način. Lepa, i da može govoriti na osoban način. Gradivo razstave Potovanje junaštva je Buntak v veliki meri prinesel z razstave Romari vizija mističnih potovanj, ki je bila pred 4 leti na ogled v Zagrebškem umetniškem paviljonu. Zanjo je leta 2009 prijel najvišjo državno nagrado Vladimirja Nazorja, to je za razstavo leta. Ovdje ovaj oblik izložbe je promijenjen. Tukajšnja razstava je spremenjena v tem smislu, da so v umetniškem paviljonu v Zagrebu predvsem vodoravne stene, tukaj pa navpične, tako da sem moral spremeniti koncept. Zato je 60 ali več odstotkov novega gradiva, predvsem v zadnjem delu cerkve pod korom. Tam sem poslikal na licu mesta, saj ni bilo možno aplicirati papirja. Ostalo je narejeno na papirju in naneseno na zid. Jer nije bilo moguće zbog toga jer su se zidovi jako prelamali, nije bilo moguće aplicirati papir. Ostalo su napravljeno na papiru i aplicirano na zid. Razstava, ki jo je Buntak pripravljal 3 tedne, se razprostira na približno 400 kvadratnih metrov površin. Ima niz prizora iz scena. Tukaj je niz prizorov in scen. Zgodba je apokrifne narave, govori o dečku Jezusu in njegovih spremljevalcih, ki potujejo po zemlji, srečujejo ljudi, se skušajo z njim družiti in pokazati, da je svet dober in lep prostor in da so ljudje lahko dobri. Dobro mesto i da ljudi mogu biti dobri. Razstava odslikuje Buntakovo prepričanje. Pa moglo bi se reći da je to sastavni dio kršćansko-židovske tradicije. Rekel bi, da je to sestavni del krščansko-židovske tradicije, ki me obkroža že od malih nog. Za severni del Hrvaške, odkoder prihajam, pa tudi za sorodstvo v Sloveniji v bližnjih Pišecah, je značilna rimsko-katoliška tradicija. Od otroštva naprej sem se spoznaval z zgodbami, obredi in to tradicijo, to se je skozi leta vsadilo vame in sem poskušal o tem razmišljati na oseben način. Glavne teme in moje zamisli govorijo o človeku, o njegovi usodi in o možnostih vrednega človeka. Jer zapravo glavne teme i glavne ideje su da govore o čovjeku, o čovjekovoj sudbini i o mogućnostima kvalitetnijih čovjeka. Buntak je sicer v dobrih 15 letih poklicnega ukvarjanja z umetnostjo sodeloval na skoraj 60 skupinskih razstavah in pripravil približno 45 samostojnih. Uglavnom sam radio u Hrvatskoj, imao sam nekoliko i međunarodnih izložbi. Delal sem predvsem na Hrvaškem, imel sem tudi nekaj mednarodnih razstav, najbolj odmevna je bila v New Yorku. Ta hip sem docent na katedri za slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu. Lahko rečem, da se ukvarjam s klasičnim načinom izražanja. Moja osnovna izraza sta risba in slika. Crtež i slika mi je glavni način kako se izražavam. Buntak sebe vidi kot klasičnega umetnika, zaljubljenega v risanje in slikanje, katerega glavni motiv za ustvarjanje je človek. In vprašanja, ki tarejo človeka, to so dobrota, plemenitost, kako se soočiti z vsakodnevnim življenjem, ki ni takšno, vprašanje simbolnega in idealiziranega sveta. Razstava Tomislava Buntaka bo v Kostanjevici na Krki na ogled do 27. januarja 2013.